smo že glih pri prostoru, bi povedala nekaj, meni se doma dogaja, da veliko krat iz kota očesa vidim, kot da nekdo švigne mimo, ko pogledam, ni nikogar. Parkrat sem se že ustrašila, me je pogrela, ampak zdaj sem se navadila. To načeloma ni slabo, Teja. Zdaj, finta je v tem, ko imaš ti vodnike, sploh, ko imaš občutek, da nekdo švigne, rada bi ti, a veš, totalno štega, meni se to skozi dogaja, to ni slabo, to tudi recimo niso ne entitete, ne nič. Ampak konkretno, ko ti, sploh ta periferni vid, to ful vid, v nekem prostoru, vodniki, pa tudi angeli in tako naprej, zelo velikrat, predvsem duhovne vodnike, sicer veliko bolj kot angele, angeli so bolj ta svetloba, ki šviga, tako res neka močna svetloba, ampak vodniki, duhovni vodniki, njih se recimo tako zaznava. In ti, ko imaš občutek, da nekdo švigne, kao stekuje med tebe, zakaj pa on mimo teče, mimo tebe? To ni to tako, da je nekdo tekel mimo tebe, to bi ti rada povedala, ampak finta je v tem, njihova frekvenca, torej njihov svet, nebesa ti bom zdaj razložila. Nebesa niso nek kraj, ki greš pri unmu oblaku tam gor levo, pa potem gor po štengah, pa ne vem kaj. Ljudje vedno gledajo v nebo, pa neki prosijo, pa tako, ampak meni je to čisto normalno, a veš, ker težko si naši možgani predstavljajo, ampak v bistvu nebesa so v resnici vzporeden svet z nami, ki pa vibrira na toliko hitrejši frekvenci, da ni soliden. To pomeni, ni tega občutka trdnosti. In ko ti v bistvu dovolj dvigneš svojo frekvenco, ti v bistvu vidiš tvoje duhovne vodnike, ki so, verjemi, ves čas zraven tebe, a ne? Ampak ti imaš takrat občutek, da oni švignejo, ker to je svet, ki se toliko hitro premika. A veš kaj, mislim, jaz to učim, lahko pa tudi vam pokažem, jaz to drugače učim na Akademiji kanaliziranja, če je kdo bil, oni poznajo to vajo, kako to teče, recimo, in jaz njim pokažem eno vajo, jo tudi pokažem tudi vam, recimo in rečem, lej, če imaš ti kuli, ne, in ga jaz zdaj takole premikam, ga vi vidite, a ne, in tudi lahko štejete, kolikrat ga sem jaz zdaj nekam premaknila, ne. Če začnem jaz hitrejš premikati kuli, pa ga vi ful gledate zdaj, ne, ga že manj vidite, oziroma je vprašanje, kdaj boste vi lahko še sploh tole štel. Če pa jaz začnem tole delati, koliko še vi vidite kulija? Kar gledajte na zaslone, koliko vidite kulija? Če začnem tole delati. Nič, ne? A veš, to je ena taka dobra prispodoba tega, da lahko razložim. Torej, to vidiš, sem ka metronom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Če začnem tole, vidiš, koliko ti manj že na kameri tega vidiš, se tudi jaz pred svojimi očmi. Ampak recimo, da vidiš, recimo pa, da z štetjem boš pa res imela probleme. Če pa tole začnem delati, lej, ti njega ne vidiš. A vidiš? To je hitro premikanje. Pa le, kaj se z mojo roko dogaja? Kako ti, kar jaz zdaj proti sebe gledam, le, kaj se z mojo roko dogaja? Če jaz tebi roko tako dam, me vidiš, solidno vidiš mojo roko, ne? Če pa jaz tebi takole naredim, le še moje roke ne znaš definirati, kamoli tamle kuli. To je frekvenca, ne? In njihova frekvenca se ful hitro premika, zato mi njih ne vidimo. Ne pomeni pa, da ne obstajajo. Evo, neka taka razlaga nebes, a veš, kaj mislim? Lušna, ne? Tako da, ampak zato so recimo taki tečaji, imaš jasnovidnost, pa Akademija kanaliziranja, ker te take stvari naučijo, zakaj to tako teče. Zato včasih vidiš, da nekaj švigne, pa se ljudje tega bojijo, zato ker ne razumejo, kaj to je, ampak zelo jasnovidni ljudje, se jim to pogosto dogaja, ker ti si tok s takimi tečaji, zato je ful dobro hoditi Kristi na tečaje, a ne? Sam povem. Zato v bistvu ti, a veš, ko ful pospešiš svojo frekvenco, potem lahko, če imaš ti pospešeno frekvenco, to za tebe delajo duhovni tečaj in duhovna rast, zato bi vsi hodili pač, seveda, to delati, ker potem tudi manifestacija pa vse hitreje teče, a ne? Štekaš pa propadanje, ne vem, staranje, pa vse je manjše. Ampak, valjda, da če tvoje frekvence enkrat v življenju, razumeš, hitrejša, valjda, da potem tudi ta bitja, ki se hitreje gibljajo in imajo seveda višjo frekvenco, jih lahko ti začneš tudi fizično zaznavati. Ja, absolutno. To je to. In to je dobra stvar.
To je dobra stvar. Ampak mi smo bili naučeni, da se moramo takih energij biti, a ne? Pa nekje švignili mi mene, ne. Ti sam videvaš z nami usporeden svet. Ja, pa jaz tega ful bojim. Bojiš ali pa ne bojiš, v vsakem primeru to okrog nas je. Ampak če jaz pa to lahko vidim, pa razumem, pa s tem komuniciram, in je to višja frekvenca, in je svetlobna frekvenca, in je hitra frekvenca, kaj to pomeni za moje življenje? Tadan, 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 tadan. Ok?